Dober dan, voščim s frekvenc Radia Robin, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes začenjamo z novim nizom oddaj Dober dan, župan. Vsak torek bomo gostili enega od prvih mož severnoprimorskih občin in danes kot prvemu voščim dober dan županu občine Miren Kostanjevica Mauriciju Humarju. Ja, dober dan tudi vam in vsem vašim poslušalcem. Praznično je letos pri vas, župan. 30. obletnico praznuje občina. Ustanovljena je bila leta 1994. Prvih 20 let jo je vodil župan Zlatko Martin Marušič, za njim pa ste v te čevlje stopili vi. Kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo ta 30-letja, če narediva en hiter pregled? Ja, vsekakor 30 let zajeto v par besedah bo izredno težko, ker je bilo veliko postorjenega. Začetek je bil leta 1994 in od tam naprej, jaz mislim, da je iz leta v leto občina rastla, da se razvija, da skušamo na vseh področjih pripraviti stvari, ki pozitivno vplivajo tako na občane, kot na tiste, ki prihajajo v našo občino. Predvsem pa to, da se občina lahko tudi razvija, bile so obrtne cone, bila je veliko postorjenega na kanalizaciji in vodovodih, kakor tudi v komunalni opremi nekaterih zemljišč, tako da nam tudi število ljudi v občini narašča. To je zelo pomembno, skrbimo tudi, da je šolstvo oziroma vrtčevska vzgoja v primernih prostorih in tudi to smo v teh 30 letih kar veliko postorili. Pa še ostala področja, ki verjetno se bomo dotaknili med pogovorom. Kar precej investicij bilo tudi na več področjih, ki ste jih že omenili. Kar precej dogodkov pa se je nabralo v tej 30-letni zgodovini, od dobrih do manj dobrih, sva rekla, ne moreva mimo požara leta 2022, največjega požara v naravnem okolju na območju države, kar 81% prizadetega ozemlja je bilo na območju vaše občine. Pa omeniva v tem kontekstu tudi poplave. Najhuje je bilo leta 2010-2012, kar veliki zalogaji, kaj ne, za tako majhno občino. So pa bili ti dogodki, če lahko tako rečemo, tudi neka spodbuda oziroma doprinos, če lahko rečemo, iz slabega ste potegnili dobro. Intervencijske službe so danes veliko bolje pripravljene na take dogodke. Kaj rečete, župan? Ja, vsekakor, to so dogodki, ko je velika preizkušnja na celi občini, na vseh občanih, posebej pa na tistih, ki so zadolženi za zaščito in reševanje, to se pravi gasilci, civilna zaščita, pa tudi druge ekipe zaščite in reševanja. Vsekakor je bil požar leta 2022 tisti največji. Pred njim je bilo tudi že nekaj več velikih požarov. In iz enega dogodka v drugi seveda človek pridobi izkušnje. Tako da tukaj moram reči, da izredno sodelovanje med vsemi temi ekipami za zaščito in reševanje, kakor tudi z ostalimi prostovoljci, ki so vsak na svoj način pomagali, posebno pa, da se znamo ob takih momentih tudi pravilno obnašati in organizirati. Ko ste sama rekla, iz vsake negativne stvari je treba poiskati pozitivno stvar. In tukaj je, eno je oprema, drugo je znanje, tretja pa tudi preventivni ukrepi za zaščito in delovanje v času, ko tega ni, predvsem pa, da bi do tega ne prihajalo več. Tukaj se gre predvsem sedaj za nabavo novih oprem in novih stvari, ki nam pomagajo pravočasno odkriti, predvsem požar. Za poplave so potem druge stvari. Jih bova naslovila tudi kasneje. Tako, medtem ko za požar je pa izredno pomembno ga čim prej odkriti in čim prej aktivirati vse potrebne sile, da se potem ta požar čim prej pogasi, tako kot je bil tudi v letošnjem letu, ne smem pozabiti, smo tudi v letošnjem letu požar, ki je bil zelo hitro pogašen in kajti, če ne bi se znala ponavljati tudi del zgodbe iz leta 2022. Vsekakor je pa povezava ljudi, složnost ljudi v tistih trenutkih tako velika, da jaz večkrat poudarim, da bi si želel, da tudi ko nam je lepo, tudi ko smo v mirnem času, brezskrbnem času, da bi tudi takrat bili vsaj podobno složni oziroma povezani, kot smo v tistih težkih trenutkih, ko res smo pokazali, da znamo biti človeku prijatelj. Pri poplavah in
požarih sva ostala, župan Maurici Humar. Dejala sva, da so bili kar precejšnji ukrepi narejeni na ta račun, nabavljena je bila boljša oprema, začeli so se izvajati ukrepi na terenu, kot recimo požarne preseke, čeprav so mnenja tukaj precej deljena, in začelo se je razmišljati tudi o novih hidrantih. Mogoče v tem kontekstu nasloviva še eno temo: pomoč države v zvezi s škodo po požaru dobijo le tisti s statusom kmeta, ne pa fizične osebe. Okrog tega je bilo kar precej govora in hude krvi, kaj ne, med občani. Ja, tudi o tem smo se pogovarjali. Veliko občanov so bili prizadeti med samim požarom, ker so jim zgoreli gozdovi. Nekaj je bilo tudi trajnih nasadov oziroma oljčnikov. Zdaj tisti, ki imajo status kmeta, so tukaj nekaj dobili oziroma bodo dobili. Za same gozdove pa edino to, kar smo dobili od države, odgovor, da tisti, ki bo gozd obnovil, potem bo oproščen plačila davščine oziroma tega nadomestila za gozdove za obdobje 30 let, ko se gozd pač vzpostavlja. Vendar mora priti do obnove gozda. Dobili pa smo takrat denar od države za obnovitev poškodovane cestne infrastrukture. Kot občina, kaj ne? Kot občina, takrat smo tudi obnovili korita na Krasu, Kostanevica na Krasu z asfaltno prevleko, proti Trstelju pa le v makedamski izvedbi, saj se lastniki zemljišč niso strinjali z asfaltom. Pomembna pridobitev tudi, ki prav sedaj poteka, izgradnja 4 hidrantov na primernih mestih za helikoptersko oziroma gašenje z avtocisternami, in pa tudi nekaj denarja bo šlo za čiščenje oziroma vzdrževanje cestnih presek, gozdnih presek, saj smo videli, da so prav te zelo pomembne v času požara. Tako da mi vsekakor bomo na tej preventivi delali in se trudili, da bodo tudi ti objekti primerno vzdrževani v primeru potrebe, da bi do tega še kdaj prišlo. Prele sva rekla, vsaka zgodba ima dva konca, srečnega in nesrečnega, kaj ne? Tukaj sva povedala, je sodelovala in se povezala cela Slovenija. In iz tega so se rodile tudi dobre zgodbe. Veliko prostovoljcev je prihajalo na Kras za saditve, pa ta pod zeleno srce Krasa še to zaokroživa. Ja, vsekakor. Že med samim požarom so se javljali ljudje, podjetja, organizacije iz cele Slovenije, ki so želeli pomagati. Nekateri s prostovoljnim delom, nekateri pa z finančnimi donacijami. In tako smo v tem času izvedli že kar nekaj pogozdovalnih akcij, tudi letos bo, 23. novembra bo tukaj velika akcija pogozdovanja. Tukaj pridejo prostovoljci, ki ta drevesa sadijo. Veliko jih je pa tudi doniralo, in to preko fundacije Vrabče Kupanja, kjer bomo izvedli potem skupen projekt 7 občin, 4 v Sloveniji, 3 čez mejo, zeleno srce Krasa. To bo pohodna tematska pot, ki nas bo še dodatno povezala celotno območje Krasa in ljudi, predvsem pa tudi ta del našega goriškega Krasa predstavljal obiskovalcem od drugod, ko bodo na ta naš Kras prihajali. To so pozitivne zgodbe in še enkrat res se zahvaljujem vsem donatorjem, vsem prostovoljcem in pa tudi tistim, ki boste še donirali oziroma prišli še na pogozdovalne akcije. Kajti nekatera podjetja, nekatere organizacije so tudi trajnostno zavezani k zelenemu razvoju in tudi skozi to pripomorejo k temu. In ko sva že pri naravnih nesrečah, kako je s protipoplavnimi ukrepi, še zlasti na območju Mirna? Država izdeluje hidrološko študijo, ta naj bi pokazala primerne ukrepe. Zaključena naj bi bila že do sredine letošnjega leta, pa mislim, da še ni tako. Kako je s tem? Ja, pri nas ni samo Miren, ampak so tudi vsa naselja v dolini, se pravi Bilje, Orehovlje, Vrtoče in Miren, ki so poplavno ogrožena. Mi pričakujemo res ne samo za leto, že za preteklo leto je bilo rečeno, naj bi bila dokončana hidravlično-hidrološka študija porečja reke Vipave, kjer bo pokazala vse nevarnosti in pa tudi potrebne ukrepe za izvedbo. Jaz res nestrpno pričakujem to študijo, da se potem začnemo z državo skupaj dogovarjati. Tukaj moramo delati z roko v roki, da bomo prišli do pravilnih ukrepov, ki bodo zaščitili
zaščitili ljudi, ki živijo na področjih, kjer Vipava poplavlja. Vsekakor pa je to naloga države, vendar sem globoko prepričan, da z ustreznim sodelovanjem lokalnih skupnosti, občine in pa ostalih organizacij bomo tukaj še ta korak lažje naredili vsi skupaj. Prav včeraj pa ste istrski in kraški župani podprli največji projekt vodooskrbe doslej. Skupaj torej 12 primorskih občin je sprejelo, bom kar prebrala celoten naziv dokumenta, sprejeli ste osnutek dokumenta identifikacije investicijskega projekta vodooskrbe slovenske Istre ter Krasa. Projekt torej temelji na povezavi 4 regionalnih vodovodov, zmanjšal pa naj bi izgube na posameznih vodovodnih omrežjih, ter tudi zagotavljal stabilno oskrbo s pitno vodo. Župan Humar, zakaj je bilo treba sprejeti tak dokument? Kaj se dogaja v praksi? Kaj naslavljate z njim? Ja, gledajte, vodooskrba na obali, na Krasu, v zaledju Krasa je ena zelo pomembnih stvari. Vemo namreč, da voda na Krasu ima še poseben status, posod je pomembna, vendar Krašovci imajo do vode še poseben respekt, kot bi rekli mi. Vsekakor se dogovarjati na nivoju 12 občin, 4 vodovodnih sistemov, je to zelo kompleksna stvar in prišli smo do rešitev, pri katerih nam je seveda stopila nasproti tudi država in to v veliki meri, 75% investicij ne bi bile pokrite iz državnega proračuna, ostalo pa iz občinskih proračunov. Smo prišli do idejne rešitve oziroma do rešitev, ki bodo v vseh občinah izboljševala stanje z vodooskrbo. Obala bo dobila dodaten vodni vir, ti 4 vodni viri bodo med seboj, če rečem po domače, zazankani, to se pomeni, da je tudi v primeru izpada enega vodnega vira se lahko napaja iz drugega vodnega vira, vsaj tiste najbolj nujne potrebe, kakor tudi na zmanjševanju vodnih izgub, kar jih imamo v določenih občinah zelo veliko. V naši občini vemo, da je bil vodovod grajen v 80-ih letih, takrat so bili pogoji gradnje taki, kot so bili. Ljudje so bili izredno zadovoljni, da so dobili vodo, vendar ta vodovodni sistem je vsaj v nekaterih predeljih, sedaj po dobrih 40 letih, zelo dotrajen in prihaja do veliko okvar. Tako da tudi v naši občini bomo pristopili k temu, začeli z odsekom sela na Krasu, Opatje selo Lokvica in ta najbolj dotrajen vodovod, saj iz poročil kraških vodovodov, v letih 2026 do 2028 tudi komplet zamenjali, ne ga obnovili, zamenjali, postavili na novo, zato moramo pridobiti gradbeno dovoljenje, ki bo potekalo, trasa bo potekala vsa v občinski cesti, v občinskih cestah nekaj malega bo prečkalo državno cesto in tako potem tudi omogočili lažje vzdrževanje oziroma predvsem pa boljšo oskrbo z več vode, tudi premeri bodo višji, saj smo videli, da prav pri požarih je prav na tem odseku bilo največ kvarov in največ težav, kar je pa pri požaru, ker smo ga že preomenili, voda bistvenega pomena pri samem gašenju. Kdo bo financiral ta projekt? Koliko bo imela tukaj občina? Občine bomo imeli približno 25%, zavisi od upravičenih stroškov, vendar pričakujemo 75% bo to državnega denarja, 25% pa iz občinskih proračunov. Ko smo že pri okolju, veliko vlaganj je bilo tudi na področju okolja. Vipava danes teče bistveno čistejša kot pred 30 leti. Župan, kaj vse je bilo postorjenega, če greva na kratko skozi? Ja, vsekakor, stanje Vipave je neprimerljivo z obdobjem pred 30 leti. Veliko je bilo vloženega v kanalizacije, kakor tudi v čistilne naprave. Spomnimo se, da prva čistilna naprava v naši občini je bila zgrajena v Biljah, čeprav Bilje nimajo še cele kanalizacije, imajo samo skozi po glavni cesti, ostala kanalizacija se projektira. In tukaj tudi pričakujemo, da bodo razpisi pod 2000 populacijskih enot oziroma za naselja, ki imajo manj kot 2000 ljudi, da bomo tukaj lahko kandidirali. Povedati moram, da vse kanalizacije, kar so bile zgrajene v občini, tako v Mirnu, Orehovljah, v Opatjem selu, delu Bilj,
delu Patria, delu Bil, so bile sofinancirane z evropskimi sredstvi. Ta sredstva samo iz občinskega proračuna so prevelika in ga bomo zelo težko zgradili. Vsekakor pa z priključitvijo ostalih občin, tudi Nove Gorice, pa Vrtojba, Šempetra na centralno čistilno napravo, se je stanje Vipave bistveno izboljšalo in seveda videti je tudi izgradnjo kanalizacijskih sistemov in manjših čistilnih naprav gorvodno po Vipavi, tako da danes je Vipava kopalna, zopet se je vrnilo življenje k Vipavi. In se že pozna, kaj ne? In se pozna, tako da tudi čez poletje je tudi v Mirnu, v Biljah, Orehovljah, kar živo ob reki Vipavi. Nekaj tem sva že obdelala, posvetiva se sedaj še Frnaži v Biljah. Objekt sodi med industrijsko in tehnično dediščino širšega območja, nekoč je bil v lasti Goriških opekarn, pred leti pa so prostori prešli v last občine Miren Kostanjevica in so v slabem stanju. Občina je že objavila več javnih pozivov, s katerimi je zbirala ideje za vsebine in možnosti izvedbe, doslej pa so bili ti pozivi neuspešni. Več idej tudi o vsebinah je že zaokrožilo. Kaj se dela v zvezi s tem, župan? Ja, mi smo v lanskem letu del propadajočega objekta odstranili, očistili, napravili tudi statično presojo dimnika in ostalega objekta. Vsekakor pred leti smo tudi veliko denarja, predvsem evropskega in nacionalnega, vložili v komunalno opremo obstoječe obrtne cone, tako da je sedaj obrtna cona komunalno sodobno opremljena, tako da lahko ljudje pridobivajo gradbena dovoljenja, postavljajo pač dejavnosti, ki so po prostorskem planu tam načrtovane. Za sam objekt Frnaža pa tudi to priložnost koristim, da pozivam zainteresirane investitorje, ki bi videli priložnost v tem prostoru, da bi predstavili, seveda, če bo to sprejemljivo za domačine. Vemo namreč, da ideja, ki je bila pred leti, ni bila sprejemljiva za domačine, temu smo potem tudi prisluhnili, vendar sedaj gremo naprej, iščemo dalje. Prav v teh dnevih pa ob Glinokopu, ki je tudi sestavni del območja Frnaže in je bil po željah Biljencev po revitalizaciji, smo preko projekta Grenat, to se pravi spet evropska sredstva, pridobili sredstva in začenjamo z postavitvijo sprehajalne poti ob Glinokopu, kjer bomo lahko si ogledali bivši Glinokop, pa tudi del življa v Glinokopu. Tukaj smo tudi sodelovali z Zavodom za zaščito kulturne oziroma naravne dediščine in tudi to bo eden od doprinosov k urejanju tega območja ob Frnaži v Biljah. Kdaj bo zaživela ta pot? Ta pot, uvedba v delo je bila, izvajalec je bil prejšnji teden, oziroma konec prejšnjega meseca, tako da jaz pričakujem, da bo ta pot dokončana v prvih mesecih februar, mogoče najbolj pozno marca, v pomladanskih dneh, vabljeni na ta del sprehajalne poti ob Glinokopu. Tako da se tudi vi nekako pripravljate že na tisto famozno leto 2025, kaj ne? No, vsekakor, EPK jaz računam, da bo pustil pečat v širši okolici, seveda si želimo tudi čim več dogodkov, v katerih bomo tudi aktivno vključeni. Tudi naša občina, tudi tukaj jih bo nekaj, nekaj se še dogovarjamo. Vsekakor pa, da tisti obiskovalci iz širšega področja, iz tujine, ki bodo prihajali, da si bodo ogledali ne samo Novo Gorico, ampak tudi kraja širše Goriške. V tem sklopu bova začela še, oziroma naslovila še Pomnik miru na Cirju. Pred nekaj dnevi so tam zakopali gradbeni stroji. Zakaj? Ja, mi smo v lanskem letu tudi bili uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem za urejanje javne turistične infrastrukture in sedaj začenjamo z ureditvijo ploščadi pred Cirjem, to se pravi tega južnega dela. Tudi ta je razdeljena na 4 faze, sedaj bomo 2 fazi naredili iz tega razpisa, se pravi, tle je zdaj izvajalec izbran, investicija približno 770 000, od tega 350 000 evropskega
in nacionalnega denarja. Za ostale dve fazi pa smo bili tudi uspešni na razpisih Slovenija-Italija in jih bomo tudi v letu 2025 iskali izvajalce in tudi do 2026 potem izvedli. Tako da Cirje bo dobilo končno podobo iz tega južnega dela, za sam severni del pa je idejna zasnova o konferenčno-gostinskem objektu, primernem za ta naš širši goriški prostor in tudi tukaj iščemo zunanjega investitorja, ki bi videl poslovno priložnost v tem objektu, na tej izjemni točki, odkudar je videti v tri države. Povedala sva, kaj vse se bo gradilo. Odprto pa ostaja še vprašanje glede vsebine, predvsem glede stalne muzejske zbirke, pa glede statusa državnega spomenika, ki ni bil nikoli urejen, bi si ga pa želeli, kaj nekaj te veliki stroški upravljanja so ostali na grbi občine. Dajva najprej ta status državnega spomenika nasloviti. Kako je s tem? Ja, gledajte, za status državnega spomenika so določeni pogoji, ki jih zdaj trenutno Cirje še nima. Tako da vsekakor bo pa stalna razstava, ki ne bi bila postavljena na Cirju in si od Cirja zasluži in mu pripada, bo tisti moment, ko se bomo potem lahko tudi o takih stvareh pogovarjali, kot je status spomenika. Predvsem pa si želimo, da bo razstava tako postavljena, da bo sporočilna za vse generacije, predvsem tudi za mlade, da bomo so razstavo lahko prišli tudi kot dodatna vsebina v izobraževalne sisteme, kar je za vrednoto miru izrednega pomena, predvsem sejati med mlade to seme miru. In se dogovarjamo v zadnjih časih, prvo je razstavo pripravljal Goriški muzej Nova Gorica, sedaj se dogovarjamo, da bi to razstavo postavilo Ministrstvo za obrambo, njihov inštitut za vojaško zgodovino, in vsekakor na način, da bo ta razstava tudi pomembna za sam državni vrh, da bodo tudi protokolarni državniški obiski potekali na Cirju, eno je urejenost zunanjosti, točka geografska, kjer leži, predvsem pa tudi vsebinsko, da bo razstava taka, ki bo to omogočala. V letošnjem letu je bil tudi zaključen slikarski opus slovenskega slikarja Rudolfa Španzla, Amen čez kamen, tako da ja, to je velika pridobitev ne samo za Cirje občino, ampak za cel primorski prostor, saj tako veliko umetniško delo stvari obogati. In želim si, da bi del te razstave se začel postavljati v letu 2025, ko bo Evropska prestolnica kulture, tako da mi smo odprti, pričakujemo sodelovanje, želimo se sodelovanje z vsemi deležniki, tako s Kodvosom, ki je najpomembnejši tukaj, kako tudi z ostalimi organizacijami, da enkrat res postavimo to razstavo, ki jo Cirje kliče. Zakaj pa je prišlo pravzaprav do te zamenjave? Najprej Goriški muzej pripravljam in mislim, da je tudi že pripravljena, sedaj pa Mors. Mislim, zakaj je prišlo do te zamenjave? Goriški muzej je pripravil tudi vsebinsko in oblikovno, zataknilo se je pri financiranju. Ko smo mi prišli do zneska, da je ta razstava vredna, naj bi bila vredna preko 500.000 evrov, je tudi ta projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, ki je bila prvo planirana na 150.000 evrov, padla, če lahko rečem, v vodo. To ni sposobna financirati naša občina oziroma tudi sosednje občine, ampak smo iščemo ustreznega financerja, ne sofinancerja, financerja. In tukaj smo z predstavniki vlade, pa tudi določenih ministrstev, prišli do tega, da je Ministrstvo za obrambo tisto ministrstvo, ki tudi resorno najbolj pokriva pomnik braniteljem slovenske zemlje. In zato se tudi z njimi, ker imajo tudi oni že strokovno osebje in razstave jih postavljajo, dogovarjamo, da naj bi v prihodnjem skupaj zasnovali
to razstavo. Vsekakor se bomo tudi z Goriškim muzejem tukaj še povezovali, saj del stvari, ki so bile obdelane, bodo na tak ali na drugačen način tudi v tem kontekstu, sem prepričan, uporabljene in prepričan sem, da bo tudi ta razstava, ki je bila pripravljena trenutno za Cerje na Goriškem v kratkem času tudi nekaj predstavljena. V občini Miren Kostanjevica ste začeli tudi s pripravo občinske celostne prometne strategije. Občane vabite k digitalni javni razpravi, ki je torej prostor za izboljšave. Kaj želite doseči? Ja, vsekakor tukaj želimo upoštevati čim več stvari, ki bodo pomembno vplivali na prometno varnost in tudi ta celostna prometna strategija bo pokazala ukrepe, ki ne jih potem občinska uprava oziroma občinske službe izvedejo s ciljem večje prometne varnosti. Kje se kažejo tiste najbolj kritične točke? Ja, vsekakor velika hitrost, prekoračitev hitrosti, se pravi omejitve za hitrost, prehodi za pešce, kolesarske povezave, pločniki. Prejeli smo tudi vprašanje poslušalca. Joško je takole zapisal: govori se, da gresta v prihodnje leto v pokoj obe zdravnici družinske medicine iz ambulante v Mirnu. Če je to res, me zanima, če so na občini poduzeli že kakšne ukrepe, da ne bomo ostali brez zdravstvenega varstva. Po mojem zadnjem razgovoru pred dobrimi 14 dnevi z direktorico zdravstvenega doma osnovnega varstva sem dobil informacijo, da naj bi se konec leta upokojila ena zdravnica, ne dve zdravnici, in naj bi jo takoj nadomestila druga zdravnica, ki bo prišla v začetku naslednjega leta v Miren. Tako da ni bojazni, ostaja... Po tem zagotovilu direktorice jaz ti verjamem, zaupam in sem tudi prepričan, da tako bo. Kajti precej težav je v drugih zdravstvenih domovih na ta račun. Letos pa je bila v občini Miren Kostanjevica sprejeta tudi prva strategija za mlade za obdobje 5 let, se pravi do leta 2029. Mladi si želijo prostorov za svoje dejavnosti, štipendij, možnosti zaposlitve v domačem kraju, radi bi tam tudi kakovostno preživljali prosti čas. Kaj bo občina storila, da se jim približa? Ja, po več letih smo tudi sprejeli to strategijo za mlade v občini Miren Kostanjevica. Sedaj je bil napravljen tudi akcijski načrt, imenovan ob odboru za mlade tudi še delovna skupina, kjer sem zelo vesel, ker so predstavniki iz več krajevnih skupnostih. 16. novembra ne bi šli tudi na en ogled dobre prakse, ter tako pripravili aktivnosti, ki jih bomo potem tudi vključili v naslednja leta, tudi da jih tudi finančno ocenimo, damo v proračune za leto 2025 in 2026, da bomo tudi z mladimi delali korak po koraku v tej smeri. Povedati moram, da v drugem letu bomo tudi, oziroma letos bomo že začeli, v drugem letu pa moramo izdelati in sprejeti novo krovno strategijo, vizionalno strategijo razvoja občine Miren Kostanjevica 2025-2037, drugo leto se izteka ta strategija, ki je zdaj trenutno veljavna, v kateri bo tudi strategija mladih upoštevana. In vsekakor pa tudi v letu 2025-2026 upam, da nam uspe dokončati še tretjo fazo izgradnje osnovne šole v Mirnu, matične šole, s tem, da pridobimo prvo triado in pa specializirane učilnice. Pripravlja se pa tudi projektira se vrtec v Opatjem selu, obnova vrtca, razširitev vrtca z dodatnim prostorom na vrhu, in vse to so aktivnosti, ki bodo tudi mladim prinesle veliko izboljšav v naši občini. Tako, gospod župan Mavricij Humar, pri koncu oddaje smo. Najlepša hvala za obisk v našem studiu in za vse odgovore. Vam, spoštovani poslušalci in poslušalke, pa hvala za vašo družbo. Lep dan še naprej. Dober dan, župan.